Nahajamo se na trgu v Kropi, kjer je bila tokrat otvoritev obnovljenih rak. Te rake so bile nekdaj lesene, ker pa so bile že dotrajane, danes dajejo lepšo podobo Kropi in so betonske. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, kdaj se je obnova rak v Kropi začela? Ja, poglejte, moram povedati, da že lansko leto, seveda potem so bili te spomladanski meseci zelo obremenjeni s koronavirusom in so dela nekako zastala, ampak zdaj pa končno lahko ugotovim, da smo zadovoljni, da je ta projekt se zaključil. In če za mano pogledate, mislim, da je sijajno narejen in tudi ta trgec, ki je bil na novo potlakovan, je v skupnem projektu nekako k še lepši podobi naše zaščitene Krope. Glede na to, da so bile rake dotrajane, nekdaj so bile celo lesene, je bila obnova več kot potrebna. Ja, tukaj eno je vizualni izgled, drugo pa tudi varnostni, tako da to je bilo nujno potrebno postoriti. Projekt je bil vreden 163.000 evrov, mi smo preko 56.000 evrov dobili tudi iz kmetijskega sklada, tako da je bil zajeten del sredstev namenjen za obnovo tega, tako da konec koncev smo zelo veseli, da smo skupaj z kmetijskim ministrstvom lahko pripeljali ta projekt do konca. In s temi rakami je nekje tale trg dobil čisto novo podobo. Ja, res je. Jaz mislim, da bo tudi ena dodana vrednost za obiskovalce, za turizem, za naš pravzaprav muzej kovaštva in sem prepričan, glede na to, da se je že v zadnjem tednu, ko je bilo nekaj turistov, da so kar veliko slikali in posneli. Torej ste tudi vi sedaj zadovoljni tudi z izvajalci del, ki so opravljali ta dela na tem območju? Ja, jaz moram reči, da smo na razpisu izbrali izvajalca HIS iz Ljubljane, ker je že pred leti umeščal komunalno infrastrukturo in da jih lahko pohvalim, da so izredno kvalitetno naredili tudi ta projekt. Saša Roškar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj. Kakšno vlogo so nekdaj imele te rake v Kropi? Rake so bile pravzaprav en del zelo pomembnega sistema vodnega, ki je poganjal kroparska kolesa, s katerimi so kovali žeblje v manjših kovačnicah in prekovali grobo železo v kovno železo v večjih fužinarskih objektih. Kaj to pomeni sedaj za tale muzej tukaj v Kropi? To, da je pravzaprav s temi rakami zdaj obnovljen en del tega funkcionalnega dvorišča Krope in pa to, da se po nekaj letih zaključujejo dela na zunanjih površinah in pa na infrastrukturnih objektih. To je terjalo od kroparjev kar veliko potrpežljivosti, od nas strokovnih služb pa tudi veliko sodelovanja, ampak mislim, da je zaključek dober, ker Kroparski muzej ni samo hiša, ki se ji reče muzej, ampak pravzaprav muzej v Kropi je cela Kropa. In tudi muzej ima poleg same stavbe, ki rečemo muzej, tudi še zunanje enote in to je Viganc Vice, Budlajev Viganc in pa seveda celotna arhitektura Krope in sistem vodotokov. In Zavod za varstvo kulturne dediščine ima veliko vlogo tudi pri ostalih muzejih po Gorenjskem. Seveda, mnogo muzejskih hiš je tudi v zaščitenih stavbah, kjer je kadar se neka dela izvajajo, treba uskladiti tudi za našo inštitucijo. Je pa tako, da pravzaprav in na Gorenjskem in tudi drugje
mi varstvene pa kulturne inštitucije zelo dobro med sabo sodelujemo, si izmenjujemo podatke, si izmenjujemo informacije in mislim, da je to zelo pomembno, ker pravzaprav sami izločeni dela optimalno ne bi mogli opravljati. Kot sami kroparji pravijo, včasih so bile te rake lesene, zdaj pa so kamnite. Ja, zdaj so betonske. So bile že ena generacija rak prej je bila betonskih, v resnici so bile pa prej lesene, podobne kot te, ki jih vidimo v Kamni Gorici. Ampak ker so tiste lesene že enkrat vmes zamenjale betonske rake, se je nam zdel povsem ustrezno, tudi če nove rake v bistvu obdržijo izgled enih nazaj, ne pa dveh nazaj. Predsednica krajevne skupnosti Kropa, Saša Pavlič, kaj pomeni obnova Rak za Kropo in predvsem za turizem? Ja, obnova Rak za Kropo pomeni predvsem to, da se končno vrača v tisto prvotno obliko, kot je bila pred poplavami, saj so poplave pustile posledice tudi v tem delu. Za turizem pa predvsem to, da bodo turisti spet, ko bodo prišli v Kropo, videli tisto, v bistvu, čemer so prišli tudi. Namreč Kropa brez Rak ni Kropa. Kaj pomeni to sedaj za občane, ki se ta del Krope se vedno bolj obnavlja? Ja, seveda so občani zadovoljni, predvsem zato, da bomo spet imeli tisto, kar smo imeli prej in pa še lepše, predvsem to, in da se spet lahko počutijo varne in konec koncev dobrodošli v svojem kraju. No. In kaj se je bilo obnovljenega v zadnjih letih v sami Kropi? V zadnjih letih so bile obnovljene rake, asfaltirana cesta, kanalizacija, veliko hiš je bilo na novo v bistvu obnovljenih tudi, tako da spet se vračamo tam, kjer smo bili pred poplavami, ker je bilo velik šok za Kropo. Torej nove fasade, nova obnova, nova okna. Ja, kar res. Še malo pa bo Kropa res dobila podobo tisto, ki jo vsi želimo, da jo zopet ima.